5. november 2012. Živeči na obrežjih Drave in Save so takrat na lastno roko izkusili, kaj pomeni rekorden pretok in kakšno moč ima voda, ki poplavlja. V bližnji okolici Maribora, v Malečniku, smo lahko iz prve vrste opazovali, kaj pomeni, če je skoraj cel kraj pod vodo. Vode so ene izmed temeljnih okoljevarstvenih problemov. Ob tem, da imamo še zrak, prst, odpadke in tako dalje. To je eno izmed področji. Da je zelo pomembno, smo danes slišali, da je 20% Slovenije živi na poplavnem območju. Z vidika okoljevarstva smo pri nas lani beležili rekordno leto. Za področje voda je bilo namenjenih 31,5 milijona evrov. Letos smo se odločili za vode. Mislim, da je tema dovolj perspektivna in hkrati izziv za mlade, za tiste, ki se izobražujejo, da jim bo prižgala iskrico, s katero se bodo soočili kasneje kot bodoči sodelavci na področju okoljevarstva. 100% poplavne varnosti ni moč zagotavljati. Istočasno pa je pomembno, da v okolje in sistem ne posegamo preveč. Problem je v tem, ker je veliko napak bilo storjenih v preteklosti, ko smo imeli mogoče eno obdobje, ko je bilo manj poplav, to je bilo tam po drugi svetovni vojni, hkrati se nam je dogajala urbanizacija, industrializacija in tako naprej. In takrat se je vse skupaj začelo, kasneje, ko se je ko so se poplave začele stopnjevati, je pa seveda udarilo to po nas, ne. In zdaj imamo dvojen problem. En problem je to, da pač moramo z vsemi temi območji, ki so že ogrožena, nekaj narediti. In seveda ne moramo nečloveško pričakovati, da bodo ljudje šli stran živeti, ampak jih moramo na nek način zaščititi in pomagati jih izobraziti. Škoda, nastala zaradi poplav, je v Sloveniji na 3. mestu, za sušo in točo. Kamor bi mogli pa vlagati svoje moči, je pa to, da preprečujemo nastanek novih potencialnih konfliktnih območij med visokimi vodami in pa med ljudmi, ki se tja naseljujejo. Torej, strogo v prostorskem smislu planiranja in tako naprej regulirati, kje naj se odraža poselitev, kam naj se umeščajo dejavnosti in če že na poplavna območja, na kakšen način in tako naprej. Tudi če vas zadnje velike poplave reke Drave niso dosegle, lahko preverite, ali ste na poplavnem območju in se na morebitne poplave ustrezno pripravite. Preverimo, ali živimo na poplavnem območju. To se da recimo razbrati ali pa prebrati tudi že iz same pokrajine. Pejte malo stran od svoje hiše, poglejte na površine, recimo tam, kjer orajo, ali je notri veliko prodnikov. Če je veliko prodnikov, potem imate že veliko verjetnost, da ste na poplavnem območju. Ni sicer nujno. V Mariboru in okolici občasno beležimo predvsem nevarnost nižinskih in mestnih poplav. Stanje naših voda, kar se tiče onesnaženosti, se v primerjavi z nekaj desetletij nazaj izboljšuje, tudi zaradi zmanjšanega obsega industrije in uvedbe čistilnih naprav.